Drage gledalke in gledalci, dober večer in lepo pozdravljeni v tedniku Domžalca, v katerem vam bomo predstavili izbor tedenskih aktualnih novic, ki jih za vas pripravlja ekipa spletnega portala domžalec.si. Kulturno društvo Ihan in kulturno društvo Mlin Radomlje, ki se v zadnjih letih lahko pohvalita z uspešnimi uprizoritvami muzikalov Eni, Moje pesmi, moje sanje in Pepelka, sta v februarju ponovno poskrbela za glasbeno-gledališko poslastico. V kulturnem domu Radomlje je namreč 22. in 23. februarja potekal glasbeno-gledališki koncert Hello Dolly. Rdeča nit muzikala teče o Dolly Levi, drzni in očarljivi newyorški ženitni mešetarki, ki svoje delo nadvse rada in dobro opravlja. Najnovejši stranki, ki potrebujeta njene storitve, sta godrnjavi polmilijonar Horaci Vandergelder in mladi umetnik Ambrož Kemper, zaljubljen v Vandergelderjevo nečakinjo. Dolly splete mrežo romantičnih zapletov, ki vključujejo Horacija, njegova dva uslužbenca, čedno klobučarko in njeno pomočnico, medtem pa ves čas skuša uresničiti svoj skriti načrt, da bi se Horacij zagledal vanjo. V naslovni vlogi mešetarke Dolly je zasijala Damjana Golavšek, njenega izbranca pa je upodobil Jure Sešek. Pisano družbo, ki jo obdaja, tvorijo vodilni izvajalci slovenskih muzikalov, med njimi tudi Luka Markus, v sodelovanju z Borom Drovs, Klapo Sidro in drugimi povabljenimi pevci. Za očarljivo glasbo, ki ni nikogar pustila ravnodušnega, je poskrbela godba Domžale pod dirigentsko palico Damjana Tomažina, koncert pa so popestrile tudi mlade domžalske mažoretke. Minuli vikend so Domžale preplavile različne maškare in poskrbele za pravi pustni utrip. Pustna sekcija Striček iz Vira in služba za turizem občine Domžale sta tudi letos na pustno soboto poskrbela, da je bil ta dan namenjen predvsem malim maškarcem. Otroci so se skupaj z dvornim norčkom Benijem in princeso Zalo zabavali v Češminovem parku, kasneje pa so se skupaj s kuranti, maskotami, godbo Domžale in mažoretkami ob Kamniški Bistrici odpravili proti ogrevanem šotoru v športnem parku na Viru. Tam se je zabava nadaljevala z družinskim rajanjem, za katerega je poskrbel glasbenik Čale Sale. Veliki otroci so na svoj račun prišli zvečer, saj je za njih v velikem prireditvenem prostoru do jutra potekala velika pustna zabava. Letos je za poseben šov poskrbela skupina Rock Partizani, glasbena gverila, ki jo sestavljajo udarni in energični glasbeniki, svoj glasbeni program pa so začinili z nostalgijo, patriotizmom in humorjem. Množica maškar je svojo energijo na odru zabavala tudi gorenjsko-štajersko naveza, ki sliši na ime Veseli svatje. Šotor so napolnile raznolike maškarje, ki so prišle od blizu in daleč, organizatorji pa so poskrbeli, da so bile najbolj izvirne maske tudi nagrajene. V nedeljo, natanko ob 14:29 se je na Viru začel 29. pustni karneval, ki je privabil obiskovalce od blizu in daleč. Tudi letos so se predstavile zanimive in zabavne maske, tako domače kot gostujoče. Sprevod, na čelu katerega sta bila maskota Striček in predsednik pustne sekcije Striček Peter Kosec v vladni pustni limuzini, je krenil izpred papirnice Količevo, pot pa je 33 skupinskih mask vodila po Bukovčevi cesti vse do velikega prireditvenega šotora na Viru, kjer je nato potekala še nedeljska pustna zabava z ansamblom Skomini. Organizatorji so na pustnem karnevalu izbrali najbolj izvirne, zabavne in kreativne maske. Pustni teden se je zaključil s pogrebno ceremonijo, ki so jo pripravili člani pustne sekcije Striček Vir. Na znamenitem saharskem hribu so v torek 5. marca zažgali pusta, ki je kriv za vse tegobe človeštva. Kljub objokani nevesti je žrtvoval svoje življenje in s tem naredil tako dobro gesto, da so pogrebci ob zvokih glasbe celo zaplesali. S tem se je izteklo obdobje veseljačenja in oršavega obnašanja, življenje pa se je za leto dni spet vrnilo na svoje stare tirnice. Mesec marec bo v Domžalah zaznamoval Zoran Predin. V ponedeljek 4. marca smo se z njim srečali na dogodku Srečanje z ustvarjalci v knjižnici Domžale. Tam smo se v pogovoru dotaknili njegovega jubileja, 40-letnice delovanja in 40. izdanega albuma. Posebno pozornost smo namenili tudi njegovi knjigi Dno brez dna, ki je šla jeseni 2017 in prinaša zanimiva avtorjeva razmišljanja. 13. in 14. marca pa vse ljubitelje njegove glasbe čakata še koncerta v glasbeno-scenskem abonmaju v kulturnem domu Franca Bernika, kjer bo nastopil z akustičnim Mlačnim Francem. Za enim najbolj priljubljenih slovenskih kantavtorjev je dolga ustvarjalna pot, a kljub širokemu opusu nam je blizu ravno zaradi številnih, že skoraj ponarodelih in vsekakor nepozabnih šansonov. V novi zbirki Dno brez dna, ki je izšla pri mariborski založbi Litera, gre po Predinovih besedah za fikcijo, pomešano z osebami in dogodki, ki so pogojno tudi resnični, v njej pa ne primanjkuje humorja.
Za leto 2019 in 2020 je v centru Domžal načrtovana gradnja 2 krožišč, ki bo pomembno vplivala na pretočnost prometa. V dogovoru z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo se je občina Domžale že uskladila za izvedbo krožišča na Ljubljanski cesti pri policijski postaji Domžale, saj se projekt nanaša na križanje državne in lokalne ceste. Kdaj točno se bo pričela gradnja, zaenkrat še ni znano, saj je potrebno počakati na državni rebalans proračuna, v katerem se bo država zagotovila del sredstev za sofinanciranje projekta ter na postopke v zvezi z javnim naročilom. Na občini Domžale so v zvezi s projektom Krožišče pri policiji povedali, da bo potrebno po rebalansu državnega proračuna skleniti sporazum o sofinanciranju ter pričeti s postopki za izbor izvajalca in v nadaljevanju gradnji. Kot naslednji ukrep na centralnem prometnem omrežju občina Domžale načrtuje gradnjo krožišča v križišču Ljubljanske, Savske in Karantanske ceste, ki bo zaradi prostorskih omejitev večji zalogaj. Začetek projektiranja načrtujejo v letošnjem letu. Začetek meseca marca je tradicionalno namenjen Gostičevim dnevom, med katerim potekajo slovesnosti v spomin na tenorista in svetovno znanega opernega umetnika Jožeta Gostiča. Prireditve, ki so nastale na pobudo profesorja Vladimirja Kranjčeviča, ravnatelja opere Hrvaškega narodnega gledališča Zagreb, potekajo v opernih hišah in krajih, povezanih z njegovim življenjem in delom. Letos so potekali jubilejni 20. Gostičevi dnevi. Na Gostičevem honcu je v nedeljo, 3. marca, potekala spominska daritev v spomine našega velikega pevca, ki jo je daroval upokojeni koprski škof Metod Pirih. Z glasbeno mašo Albe Vidakoviča, 3. staroslovanska maša, jo je spremljal zbor kantore Sancti Marki pod dirigentskim vodstvom Jurice Petra Petrača in ob orgelski spremljavi Pava Mašiča. Slovesnost v cerkvi Marijinega rojstva je poleg kulturnega doživetja vedno tudi priložnost za srečanje vseh, ki spoštujejo Gostičevo delo, vsako leto pa se na slovesnosti pridružijo člani Društva prijateljev Zagrebške opere ter Kulturno-prosvetnega društva Slovenski dom iz Zagreba. Na isti dan je v Kulturnem domu Franca Bernika potekal tudi slavnostni koncert, na katerem so solisti Slovenskega narodnega gledališča Opera in balet Ljubljana ter solisti opere Hrvaškega narodnega gledališča Zagreb predstavili odlomke iz oper in predstav, v katerih je v ljubljanskem obdobju nastopal tudi Jože Gostič. Pred dnevi se je pričela gradnja manjkajočega dela obvoznice v Mengšu, ki naj bi bila dokončana v 10 mesecih oziroma po načrtih izvajalca del že letošnjo jesen. Sama gradnja ne bo vplivala na motnje prometa v občini Mengeš, so pa delne zapore predvidene samo v delu, kjer se bo zgrajen del obvoznice preko rondoja navezal na obstoječo cesto v Topolah. Gradbišče v Mengšu sta si ogledala tudi Fran Jerič, župan občine Mengeš, in Stanislav Remic, direktor Gorenjske gradbene družbe, ki izvaja gradnjo manjkajočega dela obvoznice. Jerič ob pričetku gradnje ni skrival zadovoljstva, saj je povedal, da so po vseh letih prizadevanj, prerekanj, dogovorov in pogovorov prišli do točke, ko lahko rečejo, da se je vložen trud poplačal. To je vse za prvič, se vidimo drugič. Ponovno vabljeni v našo družbo prihodnji ponedeljek ob 20. uri. Seveda pa vabljeni k rednemu spremljanju novic na našem spletnem portalu domžalec.si. Audio Jungle.